Lepo pozdravljeni. V tokratnem prispevku smo obiskali oddelek ORL Splošne bolnišnice Novo mesto. Ob tej priložnosti smo na intervju povabili specialista, doktorja medicine Štefana Spudiča, ki nam je pojasnil decibele in kaj pomeni izguba sluha po Fowlerju. Najprej opravimo klinično ORL preiskavo ušesa, nosu, žrela in grla. Opravimo osnovna akumetrična testiranja sluha, test z glasbenimi vilicami, nato pa gremo na audiometrijo. Gre za tonalno audiometrijo, testiramo prag sluha pri različnih frekvencah in to od 125 Hz do 8000 Hz oziroma do 8 kHz. Okvaro sluha določimo na tak način, da za vsako uho posebej pri vseh frekvencah določimo prag sluha in vidimo, kakšna je okvara. Okvara je pri naglušnem lahko zaznavna, se pravi perceptivna, senzorionevralna, lahko je prevodna ali kombinirana. Danes govorimo v glavnem o zaznavni okvari sluha, ki je lahko začetna, samo v visokih frekvencah, lahko je srednje stopnje, lahko je srednje huda, gre lahko za subsurditas in pa tudi celo za gluhost na enem ali drugem ušesu. Decibel, to je enota za jakost zvoka, ime je dobila po znanstveniku Bellu, deci je pa pač predpona oziroma, kot rečemo, deciliter, je tukaj decibel. V audiologiji uporabljamo decibele za označevanje jakosti zvoka oziroma slušnega praga pri audiogramu in običajno ljudje slišijo na nivoju 10 do 20 decibelov, nekateri pa tudi že na nivoju 0 decibelov. To sledi iz dejstva, da so pač to enoto za decibel oziroma slišnost postavili statistično na osnovi testiranja 1000 normalno slišečih zdravih. Ocena okvare sluha po Fowlerju pa temelji na matematičnem izračunu, kajti v tabelo, ki jo je pred 100 leti napravil gospod Fowler, to je zdravnik, znanstvenik, in je na osnovi te tabele, v katero vnesemo podatke oziroma okvaro sluha pri 500, 1000, 2000 in 4000 Hz. V teh kolonah so številke predefinirane in če nekdo sliši na primer na eno uho na 30 decibelih vpišeš 2,6, če sliši pri 1000 na 60 vpišeš 21 in tako naprej. S katerim ušesom je problem? Desni. Na levega pa slabše slišite? Lahko vzamete kar aparat, ne? A tam je malo ranjen na ves. Zato je tukaj, ali tam? Tam je? Zanimivo. To slišite? V bistvu ne. To pa ja. Je boljše zadaj, sprednje. Bi človek rekel, da če je eno uho gluho, drugo pa normalno slišeče, da bo okvara 50%, pa ni tako. Kajti matematične značilnosti izračuna po Fowlerju temeljijo na dejstvu, da vnesemo 7-krat vrednost boljšega ušesa, ki je lahko praktično normalno slišeče, in samo enkrat vrednost bolnega ušesa. In to delimo z 8, kajti 7 plus 1 je 8, in dobimo izračun v procentih. V praksi to lahko pomeni, da je človek gluh na eno uho, na drugega pa sliši normalno in je njegova okvara sluha po Fowlerju samo 13% in ne 50, kot bi človek pričakoval. Gre pa tudi za dejstvo, da če je človek naglušen po perceptivnem tipu,
nekje med 40 in 50 decibeli obojestransko, se ta okvara potem lahko približuje 50%. Stopnja naglušnosti, se pravi številčno, ljudi povečuje, zaskrbljujoče pa je predvsem to, da je čedalje več mladih naglušnih. Zdaj, če pogledamo, če gremo v trgovski center, vstopimo v trgovino s tekstilom, tam noter je 80 decibelov glasbe cel ljubi dan. In mi komaj čakamo, da določeno hlače kupimo in gremo ven, noter delajo pa mladi ljudje, ki so izpostavljeni temu hrupu 8 ur. Pa od prometa naprej, pa od nekulturnega obnašanja, kar se tiče pretirane rabe ojačevalcev, tako da na večjih, pa na delovnem mestu, da ne govorimo. Kljub temu, da je zakonodaja glede tega jasna, da morajo ljudje nositi zaščitna sredstva, ampak je v praksi to težko izvesti, ker zaščitna sredstva, ki jih nosijo pri delu v ropotu, jih tudi motijo pri medsebojni komunikaciji in so lahko v končni fazi celo nevarna. V zadnjem času je država nekaj naredila na tem področju z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, skrajšano ZIMI, v katerem je navedenih več možnosti za pridobitev vseh teh pripomočkov, mora biti okvara po Fowlerju vsaj 80%, kar pomeni že hudo okvaro sluha in precejšnje motnje v medsebojnem komuniciranju, predvsem v nenormalnih oziroma v težkih akustičnih okoljih. Druga možnost pa je, če ima človek hkrati težavo z naglušnostjo in še slabovidnostjo. V tem primeru pa je okvara sluha po Fowlerju 50% in pripomočki so v tem primeru že na voljo. Vsaka frekvenca prinese svoj doprinos k razumevanju govora oziroma k slišnosti. Vsaka ima določen doprinos. S tem so se ukvarjali akustiki, pa pač ta... Ko se prvič sreča z zaposlitvijo, potrebuje papir, potrebuje dokument, na katerem piše o njegovi sposobnosti za delo, na primer v ropotu, ali pa za delo, kjer je potreben natančen, normalen sluh. In v tem primeru se prvič sreča že mlad človek z otorinolaringologom, ki mu na osnovi opravljenega ADG-ja, akustik, višja medicinska sestra izračuna okvaro sluha po Fowlerju in s temi podatki, ki so potrjeni in podpisani strani orale specialista, lahko človek dobi potrdilo o okvari sluha. Procent okvare sluha se lahko tudi potem v parih letih kontrolira, ponavlja, da se vidi, ali ropot, ki je na delovnem mestu, vpliva dodatno na slabšanje sluha ali ne. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da na sluh skrbno pazimo. Če imate občutek, da se vam je sluh poslabšal, se oglasite pri zdravniku, ki vam bo izdal napotnico za ponovni pregled pri specialistu ORL. Novejši podatki audiometrije so zelo pomembni zaradi nastavitve slušnega aparata. Hvala za pozornost in nasvidenje.